Februarja 1991 so Češko-Slovaška, Poljska in Madžarska ustanovile Višegrajsko skupino, da bi se skupaj potegovale za članstvo v Evropski uniji in Zvezi NATO. Grupa Wyszehradzka ma na celu pogłębienie integracji europejskiej, ma na celu rozwijanie kontaktów gospodarczych, infrastruktury, ma na celu rozwijanie kultury europejskiej, ma na celu rozwijanie kontaktów międzyludzkich. To wszystko po to, ażeby Europa, żeby Unia Europejska była mocniejsza, była silniejsza i była rzeczywistym partnerem globalnym. Danes članice V4 uresničujejo interese Srednje Evrope v Evropski uniji in se podpirajo v kriznih razmerah. Kriza COVID-19 je pokazala, da lahko računamo drug na drugega in pomagamo tako svojim sosedom kot tudi Sloveniji. Tudi na julijskem vrhu v Bruslju smo delovali skupaj, da bi zagotovili kar največji proračun za Srednjo Evropo. Infrastruktura bo namreč odločilna pri tem, ali bomo kmalu dosegli enako stopnjo razvoja kot druge države Evropske unije. Dzisiaj Europa oddycha dwoma płucami. Europa Zachodnia, Europa Środkowa. Spełniło się marzenie papieża Polaka Jana Pawła II o Europie oddychającej pełną piersią. Dwa płuca społeczne, dwa płuca gospodarcze, dwa płuca polityczne, które są jednością. 1. julija 2020 je Poljska za eno leto prevzela vodenje V4. Naš glavni cilj je zgraditi močno Evropsko unijo in se vrniti v normalno stanje. Obnoviti moramo tisto, kar je uničila epidemija. Naša gospodarstva, trgovinske stike in tudi človeške vezi, vključno s turizmom. Srednjo Evropo moramo v celoti digitalizirati, da bodo lahko tudi naša mala podjetja konkurenčna na svetovnem trgu. Srednja Evropa je naš skupni dom.